zanimivo je to, da generativna umetna inteligenca ni nujno problem, velikokrat je tudi rešitev, ker dejansko imamo velike težave s tem, da nam upada število ljudi zaradi pač demografskih trendov, ki bo še lahko delali, tako da je lahko tudi to del rešitve. Bo pa seveda imela zelo različen vpliv na različne kategorije na trgu dela. Pri nekaterih bo več tega v bistvu vpliva pri zaradi generativne umetne inteligence, druge pa je tega manj. Nekako se predvideva, da bo tri različne segmenti na trgu dela. Prvi segment bodo tista delovna mesta ali pa poklici, kjer povpraševanje generalno narašča, in pa kjer se ne bo veliko spremenilo, kar se tiče samega dela. Če pogledamo zdravstveno varstvo, recimo to je eno področje, kjer bomo potrebovali v prihodnosti več ljudi, na drugi strani pa tam umetna inteligenca ne more toliko pomagati. Potem na drugi strani imamo v bistvu segment trga dela, kjer bo več sprememb pri samem delu oziroma delu, ki ga bojo ljudje opravljali, in pa še vedno neko naraščanje povpraševanja, in pa en segment trga, kjer bo pa manj povpraševanja po delavcih, in pa tudi spremembe v samem delu se ne bodo tako velike. Če vzamemo neko podporo v zaledju, recimo to so taka delovna mesta, kjer se pa pričakuje ta segment trga dela.